V globokih pohorskih gozdovih se skrivajo številne zgodbe. Tudi žalostne, grozne, prežete s krvjo. Če se ustavimo, lahko v tišini med krošnjami dreves skoraj slišimo krike izgubljenih junakov, ki so 8. januarja 1942. leta odmevali med borbo s številčno premočnim okupatorjem. Kljub snežni odeji in sramežljivim žarkom, ki so verjetno tisti dan prodirali skozi krošnje dreves, so na snegu obležali partizani, ki so se s pesmijo podali v boj in se niso predali. Svojim pogumom, željo po svobodi in žrtvovanjem so vplivali na moralo ljudi in predstavljali upanje, da je v vojni mogoče zmagati. Zgodb, kako se je odvijal poslednji boj pohorskega bataljona na Osankarici, je več. Pričevanje je preraslo v legendo. Vseeno pa poglejmo nekaj zgodovinskih dejstev. Nacistična Nemčija je leta 1941 okupirala Štajersko. Julija 1941 se je na Pohorju oblikovala prva skupina partizanov. Jeseni naslednjega leta je bil po združitvi čet ustanovljen pohorski bataljon, ki je do konca leta izvedel več kot 100 napadov. 21. decembra leta 1942 se je pohorski bataljon utaboril pri Osankarici, kjer se je uredil zimski tabor. Po izdaji pa je ta isti bataljon doživel bridek konec. Približno 2000 sovražnikov je obkrožilo bataljon. 15 minut do 12. je padel prvi strel. Takoj zatem se je vnel grozovit boj in v manj kot 3 urah so padli vsi razen enega partizana. Sulca so nacisti kot talca odpeljali in ga usmrtili 30. julija 1943. leta. Smrt 69 partizanov je močno zaznamovalo narodno-osvobodilno gibanje, seveda pa je tudi močno vplivala na moralo ljudi in njihovo željo po svobodi. Na slovesnosti na Osankarici se je v soboto v 75-letni obletnici padca pohorskega bataljona padlim borcem poklonilo več kot 1000 pohodnikov in visokih predstavnikov političnega življenja. V spomin so borcem položili vence. Predsednik Borut Pahor je tudi tokrat v govoru izpostavil pomembnost ohranjanja miru. Pozval je k spoštljivemu dialogu in usmeritvi k stvarem, ki naj bi nas povezovale, ter o prevzemanju odgovornosti. Ko govorimo o naši odgovornosti, mislim na prizadevanje Evrope, da ima svojo miroljubno politiko in večji vpliv na zadeve v svetu. Da ima krepkejšo moč, da se zavzame za dialog in mirno reševanje vseh svetovnih zadev. In tako preprečiti nevarnost ne samo svetovne, ampak sleherne vojne. Govorimo o naši intimni, osebni, čisto človeški, pa tudi politični in državniški odgovornosti, da za vsako izjavo slehernim ravnanjem krepimo vero v dostojanstvo slehernega posameznika in njegovo enakovrednost. Da se Slovenci še premalo zavedamo svoje zgodovine in bi lahko dali večjo veljavo vsem, ki so v preteklosti dali tudi svoje življenje za državo, je na proslavi opozorila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič. Ne smemo pozabiti tukaj na narodno-osvobodilni partizanski boj. Brez njega, brez tega, da smo takrat ostali Slovenci, imeli pravico do svojega jezika, ne bi mogli imeti tudi ne osamosvojitvene vojne in danes samostojne države. Slovesnost na Osankarici so pospremile tudi spominske partizanske čete zaradi spomina na partizanski boj za slovensko svobodo v drugi svetovni vojni. Vsi smo potomci, ali so bili dedje, ali so bili očetje od nekih stricije, mame tudi. Vsi so bili nekje. Izhajamo večinoma iz partizanskih družin. V krošnjah pohorskih dreves se še vedno čuti zamolkla tišina, kot bi bila žalostni spomin na partizane, ki vedno znova bijajo svoj poslednji boj. To, kar se je zgodilo 8. januarja pred 75 leti, je zgodovina. Vseeno pa ne smemo pozabiti obrazov junakov in junakinj, katerih zasluga je tudi, da imamo danes svojo zastavo. Družil jih je isti cilj, za katerega so bili pripravljeni tudi umreti. To je svoboda naroda, v več korakih in iz različnih temeljev.